Jaz bi rekel, da je državni svet izpolnil svojo temeljno vlogo. Temeljna vloga državnega sveta je vpliv civilne družbe na zakonodajalca in druga temeljna vloga državnega sveta je izboljševanje zakonodajnega postopka in seveda tudi zakonodaje. Mi smo zadovoljni z odločitvijo Ustavnega sodišča. Tisto, kar smo trdili, je, da volivci nimajo enakomernega vpliva na izvolitev svojih poslancev v državnem zboru in to se je dokazalo. Zaznali smo spremembe možnosti posameznega volivca oziroma volivcev v posameznem okraju skozi čas in te spremembe so zmanjševale vpliv volivcev v posameznih volilnih okrajih, da pridejo do svojih zastopnikov v državnem zboru. Če pogledamo to na sami izvršilni ravni, kako zadeve v Sloveniji potekajo, je dejstvo, da poslanci imajo zelo velik vpliv na to, kako se posamezna območja v Sloveniji lahko razvijajo oziroma kateri projekti in katera območja dobivajo politično podporo. Na to v državnem svetu ves čas opozarjamo in smo zagovorniki tega, da imajo vsa področja v Sloveniji enake možnosti vplivati na zakonodajo. Kakšno rešitev predlagate, zakaj se zavzemate? Možnosti je več? Možnosti je več, zakonodajalec ima 2 leti časa, mi bomo v teh 2 letih aktivno participirali in ponujali tudi rešitve, ki jih bomo v državnem svetu imeli za boljše rešitve. Torej, zakonodajalec nas ni dolžen upoštevati, lahko pa na okroglih mizah pri strokovnih posvetih v državnem svetu, kjer debata poteka bistveno drugače kot v državnem zboru, pomagamo poiskati te rešitve. V državnem zboru se javnost vključuje zgolj v finalni fazi priprave zakona, to se pravi pri javni obravnavi. V državnem svetu se javnost lahko vključi že v samem začetku artikuliranja javnega mnenja in iskanja strokovnih rešitev. Torej, tu bomo proaktivni. Če me pa osebno vprašate, katera rešitev mi je bližja, zame so najboljše tiste rešitve, kjer imajo volivci najbolj neposreden vpliv na to, kdo jih zastopa. In recimo preferenčni glas bi bil ena izmed takih boljših rešitev. V tem primeru bi se izognili večnim poslancem, tistim, ki pridejo v državni zbor, ne glede na to, da dobijo nesorazmerno manj glasov od tistih, ki ostanejo zunaj državnega zbora, pa uživajo dosti večji ugled v javnosti. Politika spreminja volilno zakonodajo? Politika se vedno obnaša inertno, politika se vedno obnaša tako, da... Mislim, skozi ustavne spremembe se opravičujem. Kar zadeva ustavne spremembe, imamo v Sloveniji dokaj dolgo prakso nespoštovanja ustavnih odločitev Ustavnega sodišča. Enkrat bo tudi temu treba narediti konec. Konec koncu, če politika ne bo upoštevala v zadostni meri sodbe Ustavnega sodišča, je javnost na potezi, da to pove jasno in glasno. Zato imamo več inštrumentov, zadnja je ljudski referendum.